Ni nobene veze s cerkvijo. Jim pa sporočil, da je že čas, da se zravnamo, da pokažemo, kaj smo, da smo zavedni Slovenci, ne? Da pač verujemo v nadnaravno silo, da se bo stvar zboljšala, ampak očitno brez nas vernikov, ne vem, če je sploh kakšna možnost, da se to premakne. A v Palestini? Kaj je problem? Mi ne smemo imeti zraven protestov, mi lahko blagoslovimo proteste, to bi lahko, sam sem prepozno videl, fasado delam in sem cel dneve tam odzunil, sem bolj malo na računalniku. Sem ugotovil, vse sem te zagovarjal, ker so eni, kao ne bomo se udeleževali, kaj tak, da mora on odobriti, sem rekel, če bi folk normalni stvari, kao to objavila, ne bi bilo te potrebe, to pa pač je tako, kakor je. Problemi so bili orenk in pol, veš, sem rekel zdaj, če grem jaz na dopust, pa bojo objavljali vse sorta, ne Gremo hitro še na eno knjigo. Še eno besedo o Palestini. Palestini. Bratje in sestre, zbrali smo se danes, da povemo ene par besed in damo dobro misel za Palestino. Palestina je dežela, kjer se 2000 let že več ali manj bijejo, jemljajo en drugemu zemljo. Vedno so bile pa 2000 let oziroma že več, so pa žrtve nedolžni ljudje. Tudi zdaj so žrtve nedolžni ljudje. Zakaj je tako? Zato, ker velika večina ljudje slepo verjame oblasti, velika večina ljudi bo sledila ukazom, karkoli jim bojo rekli. In žalostno je, da narod, ki je preživel holokaust, da dela to drugim. Dobesedno so na tem, da jih iztrebljajo, oziroma da jih preselijo drugam. V Nemčiji, v nacistični Nemčiji je posredno in neposredno v holokaustu sodelovali milijon ljudi. Milijon ljudi, vsak je imel en tak majhen delček v temu in da ni imel nobene občutke krivde. Ampak vsak od teh milijon ljudi je pobil najmanj 6 ljudi. S tem, ko je majhen delček dal zraven. In tukaj je ista situacija. Vsi imajo svoj delček krivde. Noben pa ne bo priznal, da je tisti delček krivde njihov. Ljudje pa umirajo. Otroci umirajo zaradi nemogočih razmer. Dajmo se ne spraševati, kdo je kriv, ampak dajmo se spraševati, čeprav večina vemo, kdo je kriv, ampak dajmo se spraševati, kako narediti, da bojo ljudje normalno živeli. Nikako. Vedno je varianta, samo ljudem moramo, ker se bo v Izraelu začel notranji upor, da to pa ni to. Ko se bojo ljudje, ki so preživeli holokaust, ki bojo rekli, to pa ni prav, da mi tako delamo. Takrat se bojo stvari spremenili. Prej se ne bojo. Ker tam realno gledano imate, ne vem, 3., 4. najmočnejšo vojsko na svetu. Vojaško jih ne morete premagati. Lahko jih pa premagate od znotraj. Pa se bojo vojaki rekli, ne, mi tega ne bomo delali. Takrat so pa premagani. Mi smo imeli podobno situacijo tukaj, pred 90 letih, ko nas je 3. najmočnejša armada v Evropi napadla. In takrat so vojaki rekli ne. Zato tukaj ni bilo vojne. Tam se je isto lahko zgodilo. Tako da, dajmo zvoniti, da bo čim prej mir, pa da se to ne bo ponavljalo. Hvala vsem. Izjemoma predlagal, da gremo mi na Hladno.